Jaz sem Irin Klemenčič, tukaj je pa Rok Kofol, ki ga že poznate, pa verjetno ga poznate tudi brez mene že odprej. Danes sva rekla, da bova rekla kakšno o Namibiji. Imaš kakšnega posebnega prevoznika, s katerim greš v Namibijo? Misliš letalski prevoznik? Pa ne, načeloma iščemo take karte, ki imajo čim manj prestopov, pa da si čim prej tam, pa da je seveda še cenovno ugodno. A ni ponovati Lufthansa ali pa? Ja, zdajle zadnje čase je bila Lufthansa celo ugodna, prej je bila daleč najdražja. Je pa seveda v času covida problem, ker tudi same države v tranzitnih točkah imajo različne pogoje. Konkretno Lufthansa ni dovolila, poleti smo imeli skupine, da bi prileteli čez Nemčijo v Ljubljano, ki je del Schengena, in so mogli pa v Zagreb priteči. Ja, pa dobro se zaplete, ne? Ker recimo, če greš v Namibijo, greš časih preko Cape Towna, recimo, ali pa Johannesburga. Recimo, če bi bila Južna Afrika ali pa tranzit čez Južno Afriko, lahko problem je seveda jasno boljš čim manj prestopov imeti. Ja. Ampak tako, recimo, Južnoafričani ne težijo za tiste pol urce, ki si na letališču. Ne, trenutno tranzitni problem, ampak lahko se bo to še en teden spremenil. Pri nas je namreč bilo, smo morali na Dunaj, vsi, ki bojo šli, sem jih jaz pelal pač. In smo morali vsi se pokazati tam na šalterju. In samo zaradi tiste pol urce, dobro, malo več, ker smo bili tam v Johannesburgu, smo morali vizo dobiti in kompleten popis in vsega vraga. Ja, treba je pač spremljati, tudi ko avionska karta kupiš, jaz mislim, da jaz predlagam ljudem, da itak najprej preko neke agencije probajo vsaj dobiti neko ponudbo, pa se pozanimati za vse detajle. Čeprav opažam, da v bistvu agencije, ki prodajajo letalske karte, nočejo nič konkretnega povedati, oziroma nekih konkretnih informacij dati, kjer test rabiš, za kaj grede, kjer ga za nazaj grede, ker noče nobenih odgovornosti prevzemati, ker se dejansko kot prvo zelo hitro spreminjajo stvari in pa kot drugo nek človeški faktor, ki ga zelo rade te agencije omenijo, je dejansko prisoten. Ti imaš v bistvu črno na belem nekaj napisan, prideš na šalter in ti reče ne. Ti bi mogel, ne vem, imeti test PCR, ti imaš zelo skupino in kaj potem? Ja, potem jaz s tistim črno na belem prepričam ljudi, ki na šalterju delajo, obrnejo 2 telefona in čez 10 minut gremo vsi skozi, koliko je treba iti. Če si pa sam, pa če nisi pripravljen, imaš pa lahko probleme. Velikokrat ljudem rečejo ne in ti poklekneš, si paničen in potem v bistvu ne greš sploh na pot ali pa se ne moreš vrniti iz dan, kak se kot. Tukaj sem videl na flaminge, kako pa to? Jaz sem bil posilil v Namibiji, pa jih nisem videl. Ja, plamenci oziroma flamingi so tam okoli Walvisbeja prisotni pri Swakopundu. Povej za gledalce, ki je v sredini Namibije. Ja, to je rečemo nekako zahodno od osrednjega dela Namibije, kjer je glavno mesto Windhoek, proti Atlantiku, in tam so recimo tudi morski levi, ki plavajo na gori. Tole je pa na Špickopa, evo, to je pa tudi spet en osrednji del, malce dvignjen Namibije. To je bil Sebastian. Cela Namibija, če se k slikam vrneva, je več ali manj, kar ni pri morju, jasno, dvignjena, v bistvu nek plato, tavžen do tavžen 500 metrov visoko. Če bojo poslušalci oziroma gledalci pogledali na zemljevid, bojo videli, da je tudi relativno oddaljena od ekvatorja, tako da ko greš v Namibijo v našem poletnem času, spomladi do jeseni, ko se hodi, ko je tam suha sezona, je treba upoštevati, da je to južna polobla, da je tam kvazi zima, oziroma suha sezona, ampak zna biti res tudi kar oren po nas, nič do 5 stopinj recimo po noč. No, za tiste, ki še niso bili tam, pa bojo šli, glavne stvari, recimo, vidim, da tle ste bili pri plemenu, Damara, ki izvaja plese, to je muzej nad prostem. Bravo. Tako je. V bistvu poleg plemen, ki so sigurno za nas najbolj fascinantni del obiska, ker vsakdo gleda na televiziji, bi rekel, enkrat bi pa rad bil med temi plemeni. Zdaj, eni imajo tako imenovani živi muzej, kot si ti omenil. To so Sani oziroma Bušmani, Damara, tudi ostala plemena.
Himbe recimo na severozahodu Namibije pa dejansko živijo danes tako, kot se vidi recimo zdaj konkretno na slikah. A si videl bušmane tako, kot so bili v filmu, nekateri so padli na glavo, oziroma bogovi so padli na glavo? Ja, sem jih videl, sem jim dal tudi flašo Pa v resnici tako živijo? Pa v resnici tako živijo? Ali samo za publiko? Lej, živijo v bistvu na za silo narejenih hiškah, ne iz pločevine pa iz vej lesa. V resnici za turiste? Ne, to imajo, tako oni živijo. Ne? Okay. Ampak za tisto, kar pa predstavljajo v svojem živem muzeju, ker imajo oni isti način kot pa Damara, tisto se pa oni v bistvu oblečejo v to njihovo tradicionalno nošo in pokažejo, drugače so normalno oblečeni, tako, pač cune ponošene, umazane, strgane. Afrika pač. Ampak in pa predstavijo v bistvu svoj način življenja, ki je bil pred, ne vem, še do druge svetovne vojne, recimo. To je originalno Botswana, ampak jih je kar nekaj tudi v Namibiji, predvsem na predelih na mejih z Botswano. Predstavijo pač tisti način ženske, svoj način življenja, ki so ga imeli, one so nabiralke bile, zelo veliko recimo različnih rastlin spoznajo. Ko priješ v puščavo Kalahari, ki meni gradi ni nek pesek, ampak je ogromno buša, ne, se pravi grmovje, ampak je toliko malo dežja, da se klasificira kot puščava. Jaz vidim travo, grmovje, drevesa, 3 različne tipe rastlin. Oni vidijo par 100 ali najbrž sem premalo rekel različnih rastlinc in za njih je to v bistvu lekarna, ker karkoli skoplje, karkoli pobere neko seme iz drevesa je za nekaj dobro. In to je fascinantno, ko oni v bistvu vse to svoje znanje predstavijo na teh svojih turcah, ko nas peljejo po tem bušu. Fantje pa predstavijo, kako v bistvu se je lovilo in naredijo v bistvu zelo zanimivo predstavitev, se ti recimo en bušman skrije tam v eno grmovje in ti dejansko misliš, da loviš tam nekaj divjega, ne, on še izstreli puščico z lokom in pol laufa v grmovje in pol ona dva naložita enega tretjega bušmana gor. Tako da imajo ta zgleda talent za malo te igre, tako kot je v tem filmu, ki se ga premenim. Bušmani so tisti, ki so malo manjši, pa imajo očitno posebne obraze. Himbe so tele, ki so rdeče pobarvani, pa niso pretirano črni, damare so pa zelo črni. Ja, himbe so črni, damare so tudi črni, ker, lej, kakor jaz tam razumem, tam imaš neke malo manj, recimo temu temne, ne, ki izvirajo iz juga Afrike, kot so na primer tudi pleme San. Potem imaš pa v bistvu te temnopolte, črne temnopolte, ki pa so v bistvu po tej dolini Rift, se nekako iz vzhodne Afrike oziroma po tej dolini je celotno to preseljevanje afriških narodov potekalo. Ne. Tako da himbe same so mogoče malo bolj črne zaradi tega, ker se za tisto rdečo okro mažejo pa tako zgledajo.